je zame pojem električnega avta. Majhen, uporaben, tudi poskočen, zelo pregleden in tudi z ugodno ceno, če upoštevamo našo zaenkrat še zelo zajetno subvencijo. To je tudi najmanjši električen avto pri Hyundaiu. Od najmanjšega i10 je daljši samo za 15 cm, ima pa seveda ful več prostora, ker so tukaj komponente razporejene mačkan drugače. Pa tudi vidite, kako na robove je potisnjena karoserija, le ko so kratki previsi. Ta sprednji še recimo, ampak zadnji je pa res čist kratek in to je totalna prednost pri parkiranju. Ampak, če začnem znotraj, evo, prostora veliko. Sicer je ozko, ampak ni težav za odrasla potnika spredi. Ta sedež mi je zelo kul, ker je tak mal foteljček deluje, a ne? Pa tole ful dobro naslonjalo ima. Pa spredi je tukaj le skoraj ravno dno, tudi zelo uporabno, greš lahko takole kar čez, če recimo tamle ful na ozko parkiraš. Zadaj sta samo dva sedeža, ampak to razumem pri takšnih merah avta. Tudi tukaj je kup uporabnih rešitev, recimo, da se ta sedeža lahko zelo fajn pomaknete naprej in s tem ustvarite uporaben prtljažnik. Večino dni se pa itak vozimo s praznim prtljažnikom, zato je fino, da lahko na ta način ustvariš več prostora za potnike. Evo, še naklon se lahko nastavlja, tako da je res udobno. Govorimo o mestnem in primestnem avtu, kar je instar, ne pa nekem kombiju za dopuste, a ne. Pa še ena zadeva je čist huda. To sta tale sedeža. Lahko jo čist zložite in imate prostor za počitek. Recimo, ko polnite baterijo, čeprav sem že prej rekel, da to ni lih avto za dolge vožnje in se bo baterija večinoma polnila kar lepo doma. Ampak ne vem, kdaj sem nazadnje takole udobno sedel v kakšnem toliko majhnem avtu. Ampak, če bo treba kdaj na hitro napolniti, sem vse preveril, gre z največ 70 kW na enosmernem toku, to pa doseže nekje pri polovici napolnjenosti baterije. Sam sem jo začel polniti, ko je imela samo 8%, tako da je šlo kar lepo ves čas tudi nad 60 kW. Pri 80% pa itak pri vseh električnih avtih moč polnjenja konkretno pade in se ne splača več polniti. Tudi za baterijo ni dober. Na izmeničnem toku pa se polni z 11 kW, kar tudi pomeni, da bo baterija povsem polna v 4 urah, ker lahko shrani 42 kWh energije. Ta je manjša, obstaja še večja z 49, ampak če mene vprašate, je tudi ta čist dovolj. V najboljšem primeru sem z njo prevozil celo 300 km klele po mestu, kar je za recimo drug avto pri hiši več kot dovolj. Povprečna poraba je slabih 14 ur na 100 km. Vožnja je tudi fajn. Avto je prav lepo vodljiv, ker je majhen, je seveda tudi zelo okreten, moči pa tudi ni toliko, da bi se sprednji kolesi pogosto vrteli v prazno. 71 kW ima, to je 97 konjev, dostopa pospešil 11,7 sekunde. Se ne sliši veliko, ampak sem takole pri speljevanjih na semaforjih vedno prvi, ker ima ves navor že takoj, ko pritisneš stopalko. Pohvalim lahko tudi regeneracijo, ker s tema gumbama tukaj nastavljaš, kako močno naj bo. Jaz dam vedno kar takole na največ, pa potem sploh ne rabim več zavirati, če lepo predvidevam. V glavnem, vse deluje super, instar se zdi zelo dodelan, tudi izdelava je dobra, kar ta velik, samo da je majhen. Tudi če izgleda na pol križanc, to ni, ker tale plastika premalo ščit, potem tudi avto je prenizek, da bi se z njim vozil po nekem kolovozu, pa tudi samo sprednji pogon ima. Čeprav mene ful spominja na nekdanji Suzuki Ignis. V glavnem, v takšnem avtu je fajn imeti baterijo pa elektromotor. Tukaj ima to vse skup smisel, v tistih velikih pa težkih, pa ne, ker so enostavno predragi.